Tole je Škodin paradni model med avtomobili z motorjem z notranjim zgorevanjem. Ja, je danes že kar treba poudariti, za kakšen pogon gre, da ne bo preveč mešanja z električnimi modeli. Najdaljši Superb in v bistvu najdaljši Škodin model nasploh je dolg že 4,91 metra in zato upravičeno pričakujemo ogromno prostora v kabini in ga je ogromno. Anže lahko verjetno tukaj celo stegne noge in me ne more brcati, ko vozim, ker je toliko prostora za noge tukaj na zadnji klopi. Ok, limuzinski Superb je zaradi malenkost drugačne oblike odbijačev celo 1 cm daljši od kombija, v obeh pa je razkošno prostorno, kar je bila že od nekdaj tista lastnost Superbov, ki so jo vozniki oboževali. Čehi pač radi potujejo in s sabo vozijo ogromno krame, če malo karikiram, ker v resnici imamo vsi radi prostorne avte in taga ima ogromen tudi v prtljažniku, 645 litrov. Je pa zanimivo, da gre v resnici za liftback, torej 5-vratno limuzino, pri kateri tale ogromna zadnja vrata odpirajo tako prtljažnik kot prostor v kabino. Seveda je zato dostop do tega prostora še veliko bolj enostaven, oblika z dolgim zadkom je še vedno limuzinsko elegantna, potniki na zadnji klopi bodo pa že potrpeli, če jim majčkeno zapiha okoli glav, ko se odprejo vrata. Še posebej so pa ponosni na to, kako dobro reže zrak, saj je količnik zračnega upora samo 0,23, kar ga uvršča med najboljše limuzine sploh. Oblika je elegantna in nima kaj dosti nepotrebnih kičastih dodatkov, celo kromirani dodatki so lepo temni, da se lepše zlijejo s to osmerokotno mrežo hladilnika in seveda ostrimi lučmi. Aha, tukaj je nov oblikovni element kristalinium, kot pravijo temu obarven modelu luči, ki je sploh zanimiv, ker stroga pravila za homologacijo prepovedujejo katerokoli barvo svetlobe, ki ni uporabljena za osvetljevanje cestišča. Tako da so se oblikovalci in inženirji znašli in uporabljali svetlobo obstoječe luči, ki osvetli še ta element. Ampak s tem se boste lahko hvalili pred prijatelji, same matrične LED luči pa imajo dodatne programe, recimo osvetljevanje ovinkov ali pa program za slabše vreme, da ne boste preveč bleščali nasproti vozečim. Prestavna ročica je zdaj ob volanu, da je tukaj več prostora za ostale zadeve, recimo tele večfunkcijske gumbe, ko lahko z enim upravljaš prezračevanje kabine, sedežev, glasnost multimedije s telim, pa vozniške programe. Ja, sicer mi je pa všeč, da je armaturna plošča elegantna, enostavna in uporabna z vsemi odlagalnimi mesti. Pa zelo fajn materiali so in tudi lepo je sestavljeno vse skupaj. Za motorje bi lahko rekel, da jih po eni strani že dobro poznamo, ker so na voljo turbobencinska 4-valjnika TSI, 1,5 litra prostornine, 110 ali 195 kW, to je 150 ali 265 konjev. 1,5 litrski je ponovno na voljo tudi kot blagi hibrid. In še bolj priljubljena bosta verjetno turbodizelska 2-litrska TDI-ja 110 ali 142 kW, to je 150 ali 193 konjev. Ta močnejšega vozim tudi jaz zdajle, dizelskega, in oba močnejša modela sta serijsko opremljena 4-kolesnim pogonom. Čisto nov pa je, oziroma bo priključni hibrid s kar veliko baterijo s kapaciteto 25,7 kWh. Obljubljajo električni doseg kar 120 km v idealnih pogojih, sicer pa bo imel 1,5 litrski turbobencinski in električni motor, pogon spredaj, sistemsko moč pa 150 kW, kar je po domače 204 konje. In poleg 11 kW polnjenja z izmeničnim tokom bo možno baterijo polniti tudi 40 kW na enosmernem toku. To je kul, ko se boste na daljši poti recimo ustavili na malci na avtocesti, ga dali vmes filati, potem boste pa del poti odpeljali še na elektriko, recimo tiste zadnje kilometre po vpadnicah in v mestu. Kakšni so občutki med vožnjo? Superb je še vedno udoben, lepo tih, prijeten, lepo blaži, sicer ni zelo dinamičen, kar je logično, ker je avto velik, ampak prijeten. Tak kot mora biti. Ime Superb ima pri Škodi že dolgo brado, kar 90 let je na sceni, saj se je leta 1934 že začela zgodba z modelom Superb. Ampak takrat so bile Škode še prestižni avti, danes pa so precej bliže srednjemu sloju, ki ima rad velik avto za svoj denar. Tudi Škode se z vso moderno tehnologijo seveda držijo, ampak očitno je njihov še do nedavnega v bistvu najdražji model zelo priljubljen. Vse je bilo od leta 2001 dobarjenih 1.600.000 modernih Superbov. Kdaj bo limuzina pri nas? V bistvu se že prodaja, prvi avti pa bodo baje na cestah, na slovenskih cestah, septembra.